Dobrodošli v novi mladinski oddaji. Mrzli dnevi so nazaj in zopet smo za vas pripravili veliko različnih prispevkov. Septembra so naše prostovoljke obiskale Zagorje, da bi posnela antirasistični film v njihovem mladinskem centru. Sem organizator tega turnirja Brci in rasizmu v Zagorju, ki ga organiziramo že od leta 2012. Se pravi, letos je to 7. turnir. In tako je prišla pač nekakšna ideja pred 7 leti, da bi nekako združili neko to sporočilo strpnosti z nekim športnim dogodkom. In smo se pol odločili, najbolj tak šport, ki je sprejet ali pa ki ga lahko vsi igramo, je nekako nogomet, ne. Živa knjižnica je metoda, pri kateri so bralci v bistvu berejo žive knjige, torej ljudi. Na ta način v bistvu odpirajo pač teme, v katerih v bistvu težje spregovorimo o družbi. Torej danes, ko uporabljam to metodo na festivalu Brcimo rasizem, se to dobro povezuje, ker Brcimo rasizem govori o različnih predsodkih in stereotipih, ki jih imamo ljudi, in v isti stvari tudi živa knjižnica. Kaj občutimo, ko vstopimo v galerijo? Kako se naša telesa odzovejo na ta umetniški prostor in kako to potem izraziti v videu? Udeleženci delavnice eksperimentalnega videa v galeriji Božidar Jakac so poskusili odgovoriti na ta vprašanja. Naslednji video se dotakne spomina in spominjanja stvari, ki se niso nikoli zgodile. Then I saw her, her glowing eyes, her naive voice. The world slowed down every time she laughed. I love a smile.
I love her hair. Suddenly, my days were filled with light and wonder. I felt alive for the first time in years. I loved her. She's fickle, impulsive, spontaneous. I love how she makes me feel. Like anything's possible. Like, I don't know. Life is worth it. And then it was all gone. Of me was just left an empty shell of a man who was once filled with love. V sledečih 2 videih bomo videli ponavljajoče se gibe kot način povezovanja misli. Kako se ljudje pripravljajo na 1. november? Ali prinaša na grobove rože ali sveče? Ali morda sploh ničesar? 1. november, seveda, spomin na vse mrtve, uredim grobove, tako kot vsi ostali, čeprav jih urejam tudi čez leto. Malo več mogoče svečk, obiščem vse znance, ki so pokojni. To je to. Pa družina se zbere, ne? Grem na grob, da vidim, da je vse v redu in kaj druga nimam, kaj se bom pripravila na drugo. Preveč sveč zapaliti nima smisla, kajti ne bo več nobenega nazaj, nobena sveča ne bo pomagala, samo ogrožava naravo. Damo kakšno ikebano gor, svečo in to je to, ne? Pa pač pomislimo na svoje, ne? Nič posebnega se ne pripravljamo, pač običajno, tiste običajne priprave, tiste sveče malo, pa to je vse, kar nič kaj posebnega ni. Ne pripravljam se, ker nisem te ljudi. To smo mi tako neke rekorderji, kar se sveč tiče, meni se zdi, Slovenci, ali pa da imamo ogromno te porabe, teh sveč in to, da je preveč. V bistvu je preveč teh, bistveno preveč. Ja, prepovedati in enostavno ne toliko producirati teh sveč, ker to zasluži samo država oziroma te, ki producirajo te sveče. Ja, ne bi bilo slabo. Samo bi moralo biti pa cenovno bolj
pristopne, ne? Živi ogenj je še vedno živi ogenj. Pa naj bo še ne vem kakšna solarna ona, za mene je živi ogenj še vedno živi, ne? Tako da ne vem, vsaj enkrat na leto pa le prežigi tisto, da bo gorela. In je spomin drugačen kot elektronska, no? Ja, nek spomin, ne, da se jih spomnimo. Da me to nič pomenim, ne? Ne, to nič pomenim, nič. Jezdim velikrat na grob brez sveče, jo sploh ne zapalim. Bom vesela, če bo kakšna rožica, da ne bo samo kamen, pa mogoče več kot svečka, rožica. Da nekaj živi spomin na mene. Upam, da bo kdo to prinesel meni. To pa ne moraš vedeti, čisto ko povedano, ne? Mislim, to bojo pa pol drugi, ne? Čisto ko povedano, ne? Ko bo si kdo drug v tem, ne? Razmišljal ali pa se posvetil temu, ne? Mislim, ne moramo pol vedeti mi za naprej, ne? Mrtve treba spoštovati, ne? A pomagam, nimaš kaj. Oktobra smo se v Radljah ob Dravi srečali še z otroki in posneli nekaj filmov. A si jaz mama že pravila v tistem polovu? Ne. Ko ga moja vha nemu. Ne, imaš kako sliko? Ja, dej, ful je lep. Cute je. Pač ne vem, a si mi naj kupim ali ne, zato gre pač tako ful drag. Ja, pa se biti. Lepo moja si ga kupil, je ful lep. Glej, kaj sem dobila. Wow. Ej, teh messageov se pazi. To sem jaz prebrala zadnjič na internetu, da je ena to dobila, pa ni naprej postala in je polumrla. Ti si prebrala že marsikaj na internetu, pa ni vse res. Tak se, pozabi. Ej, ura je že ena, jaz bom iti. Okej, v redu, se vidimo. Adijo. Okej, adijo. Adijo. Ej, pa pazi se. Ja. Narobe. Kaj? Zakaj me zasledujeta? Ne. Kaj s tabo? Ne, kdo pa drugi? Rabim eno uslugo. Imam 2 milijona evrov. Želim, da ubiješ eno osebo. Dobiva se ob 5. Pošljem ti lokacijo.
nimam toliko časa, bom kar hitro opravila s tabo. No, to je bilo za danes vse, se vidimo prihodnjič. Bye, bye!